Non ci credo, ce l'abbiamo fatta dopo 2 anni di purgatorio mamma mia. Rezultati popravnih izpitov za trenirje licenca 13.1.2024. Ne z dvojko, ne z dvojko, s trojko, s trojko, s trojko. 3 in 3, koliko je? 6. To je teh 6%, razumeš? Glejte, življenje je uganka, življenje je včasih, bomo rekli, igra dostih zadev, še posebej psihe, ne. In psiha je v bistvu del življenja, ki nas skozi celo življenje pač nam bo sledila do konca svojih dni, ker danes govorimo pač o eni realni zgodbi, o enem uspehu, ampak za katerega se razvija neka zgodba v ozadju. Iz nebes smo šli do pekla, in iz pekla smo šli nazaj, bomo rekli, na zemljo, lahko rečemo. Hočem povedati, da v bistvu life je vedno ono, te preseneti, ko ne pričakuješ, ne. V življenju ni pravil, v življenju ni pravilnega odgovora, v življenju so različne poti. In tudi na stvari, ko misliš res, da v bistvu tokrat bo res simpel, ne bo nekih težav. Vse se začelo prvič septembra 2021, ko smo šli na prvi izpit, na prva predavanja za postati trener tenisa licence C, torej to pomeni prva licenca, da pač postaneš strokovni delavec v tenisu, ne. Velik entuziazem, veliko motivacije, samoiniciativa, predavanja so bila zahtevna, nove snovi, vse lepo in prav, počasi se učiš, imaš tudi mogoče kakšenkrat malo preveč, glede na to, da predavanja so bila res dolga, da nisi mogel več. Ne glede na to, koliko te veseli, 8 ur na dan predavanja tenisa je bilo, mislim, da too much za psiho, ne, za glavo, za whatever, ne. Nekaj težjega v življenju, ko čakaš rezultat in ti reče oseba, ki preverja rezultate, bom preveril, ko bom preveril, ne. In čakaš in ne dočakaš, ne. In nič, vse lepo in prav, mislim, pa pride prvi pisni izpit, praktični del, ustni del, oziroma pisni del, karkoli, vse upravljeno, razen pisnega dela, katerega smo dosegli, lahko povem, brez problema, 17/60, kar pomeni, da v bistvu niti blizu polovice, da narediš dvojko. Realno povedano, jaz spomnim tiste trenutke, bil je december 2021, občutki so bili grozni, občutek je bil ne morem verjeti. Občutek je bil ne morem verjeti, ker pripravil sem se, motiviran sem bil in da dobiš 17/60 je bilo ono, ok, izgleda, da v bistvu ipak delaš to licenco delaš ker moraš, ali pa te kdo prisilil, ali pa ti ni všeč, ne, bi rekel človek, ne. Res sem ostal ful slabo, da je bilo tako malo točk, ne, pričakoval sem itak, da bom naredil. In v bistvu nisem, ne. Prvi padec je bil kar hud, mislim, vsaj prvi dan, ok, super, se gre pač na drugi popravni izpit, ne. Drugi popravni pa smo imeli februarja 2022. Bil februar 2022, ne. Seveda, motivacija je bila spet, ok, pač se zgodi, prvič padeš, bomo popravili, ne. Bomo popravili in bomo pač naredili, ne, ker volja je, želja je. V glavnem, res sem se učil, čital sem, tako bukvo, ni da ni. Lahko rečem, da tudi tle sem bil, se rekel, ok, tle bo šlo ful dobro, tle bomo šli, tle pač nam bo uspelo in to, ne. Pisal sem drugič, rezultati 27/60, to pomeni spet samo 10 točk več, manjkalo se mi 3, ampak spet neuspešno, ne. Kar pomeni, tretji poskus je bil zagovor. Tako da, kot sem govoril, 27/60 točk, kar ni bilo dovolj za uspeh. In imeli smo zadnji poskus. Zagovor, kakor je pisalo, ustni zagovor pred komisijo in to je bilo zdaj ono, veš. Zakaj? Zakaj moram iti na zagovor pred komisijo? Zakaj sem pustil, da prijem do komisije? Občutki po unem definitivno katastrofalni, dobesedno katastrofalni, ne razumeš, kako je to možno, ne daš si možnosti razumeti, kako je to možno. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Eno belo kavo. Dobro.
Izvolite. Hvala. Da si ekspresno naredila. Hvala. Kot ponavadi, ne? Jep. Do tega meseca, do januarja 2024, ki je zapisan v zgodovino, od prvega dne, od prvega fucking dneva na Petrolu, od prvega dneva, vsak dan na Petrolu, meni je bil Petrol moj doma, kot drugi dom, lahko rečem. Samo tam sem imel res, od vseh lokacij sem začel v avtu, doma, na tenisu, kjerkoli, na Petrolu, tak fokus, koliko še ga do zdaj nisem še imel v svojem življenju, dobesedno, veš. Tokrat vam povem, zelo mirno smo šli pisati ta izpit, ker v bistvu sem čutil, da ne more iti slabo in ne sme iti slabo, ker nočem zgubiti. Ne smem zgubiti v življenju. Jaz moram narediti ta izpit, moram narediti ta izpit in ne obstaja druge opcije, kako da ga naredim. Ne obstaja, da bom zgubil. Razumeš? Ne obstaja, da bom zgubil življenje. Ne obstaja. To je eden izmed mnogih stvari, ki moram narediti v življenju, ne glede na vse. Treba pač to narediti. To je pač eden izmed ful pomembnih ciljev, ki moram, ne obstaja, bom padel. Nočem past, ne smem past. Nočem past in ne smem past. In ko te da na časopis ven in ti napišejo 95% možnosti, da ne boš uspel, ne veš več kaj povedati. Kdo piše te neumnosti? Kdo piše te neumnosti tle? 95% možnosti, da je konec zgodbe za Roja. Kdo je ta? Kdo objavi tak članek? Vsi kaj pravijo. Jaz nimam kaj komentirati, no v bistvu. Nimam kaj povedati. 95% mi da ne bom uspel. 5% možnosti. 5% ni malo v življenju. Ne, ni. Kot smo videli, 95% so rekli, da ne bomo uspeli. To pomeni 5% možnosti uspeha, plus 1% si dam sam, kar mi je čisto dovolj, da si pač glede učenja pač ne, ta 1%, 6% možnosti. Ja, čakaš na rezultate, mislim, da res tokrat vse ste videli, vsak dan na Petrolu. Vsak dan na Petrolu, res, to je nekaj neverjetnega, res, vsak dan smo bili na Petrolu. Ker res, zakaj na Petrolu? Ker sem imel tak neverjeten fokus, vzdušje, kelnece, glasba, vse se je poklopilo, da sem imel res en izmed najboljših fokusov za se učiti v zgodovini. Če teh 6% pride 100, smo napisali zgodovino v bistvu. Če noben ne verjamem več. Še jaz ne verjamem več. Ampak te 6% mi daje zagon, upanje, da vedno je nekaj v življenju, če sam verjameš. In treba se boriti, ne. Ker se ne bo uspelo, ne vem kaj bo. In mora uspeti. Mora. Ni druge. V življenju se naučiš dosti stvari, zmagati, zgubljati, ampak tokrat velja več, dosti več. In ja, bomo videli, kako bo na izpitu. Zadnji poskus. The last one is the most important one. Običajno ne kadim, ampak tokrat res paše. In cigarilos. Za vse, kar sem dal skozi, ne, vse. Verjeti v sebe in mislim, da bo. Ampak je težko čakati. Tle na parkingu in čakati 13. januar 2024. Je pa res dolgo. 13. januarja smo šli pisati, zadnji poskus. Tako da 2 ure pisanja, oddal sem vse. Čez en teden definitivno pridejo rezultati in najtežji trenutek je odpreti PDF v tistem trenutku in pogledati, kaj pravijo rezultati. Je v redu, evo 50. Ten pacijent pa lače, ne? Ne boš se celo gledati. Hvala ti, jaz. Bom bolj učil, ajde. Hvala.
To je bil eden izmed najtežjih trenutkov, bomo rekli, v tistih 10 sekundah. Eni so bili najtežji trenutki v 3 letih tega izpita. Opravili smo in ne vem kaj reči. Hočem samo reči, da napisala se je ena lepa zgodbica, neverjetna zgodba se je napisala. In še enkrat, zanimivo življenje. Kako zna iz trenutka neverjetnega, ko si nahajpan, znaš pasti v prepad, prav prepad za stvar, ki ti je res všeč in ne najdeš več poti, potem pa moraš sam spet v bistvu se pobrati in nadaljevati pot, ne. In na koncu teh 6% oziroma 5%, ki so nam zapisali, sem si jaz dodal +1 za učenje, sem rekel, glej, 5% mi dajo mediji, 1% vzamem jaz, 6% jaz naredim. Kakšenkrat tudi 6% je čisto dovolj za uspeh. Samo če verjameš v sebe in če res z disciplino in z delom se da doseči, ne. Če pa ne bi dosegli, še enkrat, ne bi bilo konc sveta, tega posnetka mogoče zdaj ne bi bilo. Rabiš odmor, jaz mislim, rabiš odmor, notranji mir, v trenutku, ko nekaj ne gre v življenju in z notranjim mirom spet najdeš pravo energijo, ker to je zelo pomembno za nov zagon, tako kot na Petrolu, kjer je slogan zagon za vse vaše poti. No, tle je zagon za vse vaše poti v življenju, to je efekt in je zelo pomembno, potem da spet dobiš ta pravi zagon za vse. Nam je uspelo. Kakšno zasplenje. Tako da za finiš lahko dino rečem še to, da teh 6%, ne, ki smo zračunali na Petrolu, kognitivno razmišljanje, nam je dalo, sem rekel, tle je 6% možnosti, da jaz naredim, ampak 6% zdaj sem si vedno rekel, ni malo 6%. 6% ni malo kot možnost. To pomeni, da lahko vedno iz 6% nekaj narediš. Ne, najlepše darilo to bilo, da iz 6% možnosti, da naredim, se je uresničilo in je postalo 100%. Tudi ko imaš majhne možnosti v življenju, ti lahko uspeš, ne glede kakšna je percentual. Lahko je bilo 50%, ampak mi smo imeli 6% možnosti za uspeh. In to je še enkrat slogan never give up. Ker drži, ne glede, koliko te potolklo dol, ne glede koliko krat si padel, ne glede ko zgubiš samozaupanje, ali mi bo uspelo, ali nešto razumeš, neverjetno. Še zdaj komaj verjamem. Notice nas petata. Neverjetna novica. Teorija v tenisu, če bi še enkrat se ponovil, definitivno je ena izmed težjih stvari. Jaz sem se trudil za to teorijo, kot da bom pisal magisterij. Nič. Niti stvari, ki ljubiš, ki imaš rad, ki delaš z največjim veseljem, ni zapisano, da zdaj bo tako nič. Fanti moji, dekleta, 6% je prišlo 100% ven. Let your heart see the colors. Let your heart see the colors. Dobro, lahko staviš. Ok, vse to lahko staviš. Drugi popravni izpit, spet samo. Kaj je res lahko, ok? Kaj je res, ok? Drugi, evo. Kaj lahko res hodiš tam? Hello? Kaj je edina stvar v naravi, ki imaš že tle? Včasih te zna, moramo počakati, da gre tam mimo osu. Počakaj, da gre tako mimo. Evo, spet gre ta. Kaj se, da se ne bi kaj,
pridla danes vse zdaj. Kaj? Pridi sem. Se malo pogovarjamo. In boš malo te gledala, da bomo učilo snemali. Dobro. In akcija! In zdaj on dela video o tenisu, kaj igraš tenis? Bi se rada nikoli naučila? igrala tenisa. Bi se rada naučila? Ne vem, Bomo ker je šli malo igrat. prepozno. Zakaj prepozno? Ne vem, ker sem stara 22. Če ti njo, človek, 22, pa imaš 46. Ja? Dokaj me probaš, ne veš, ne? Ja vem. Zdaj se lahko sedeš tam, hodiš in ne izgled zajameš. Zdaj odžira, razumeš? Razumeš, je za blok in take, razumeš? Valjda. Hodiš ladno, razumeš? And your heart, see the colors all around you. And the darkness that you fear will disappear. 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 Oh, yes, I will. Oh,